Glasbeni mladinski celovečerec Čau Belam v režiji Janija Severja bodo na različnih prizoriščih v središču Ljubljane in na gimnaziji Poljane snemali do sredine avgusta. Film skozi zgodbo o Beli, ki v prvem letniku gimnazije ustanovi svoj bend, govori o prvi ljubezni, sklepanju prijateljstev, odsotnih starših in iskanju svojega jaza. Režiser Jani Sever je imel z izbiro mlade igralske zasedbe kar nekaj dela. Smo imeli eno tako zelo široko audicijo. Je bilo tam okoli 250 kandidatov za 7 vlog. Na koncu sem jih izbral in mislim, da so izjemni. So pa to vsi punce in fantje, ki ali že imajo neke izkušnje z igro, ali hodijo na te umetniške šole, na neke krožke, dramske in tako naprej. Tako da igra jim vsekakor ni tuja. Hkrati sem pa poskušal jih izbirati glede na karakterje, ki jih igrajo, tako da jim ni treba preveč skakati iz svojega lika siceršnjega. Film je izrazito prepleten z avtorsko glasbo Konstrakte in Milovana Boškovića iz zasedbe Zemlja Gruva. Ideja, da bo glasba v filmu igrala tako pomembno vlogo, je neločljivo povezana s Severjevo mladostjo. Ne vem, mogoče tukaj neke moje avtobiografije, ker sem tudi v teh letih imel razne bende. Tudi moji otroci, ki so zdaj približno teh let igrajo inštrumente, tako da nasploh pa se mi zdi, da je glasba in ustvarjanje tema tega filma, ne samo glasba, ampak iskanje nekega lastnega izraza, ustvarjanje nasploh. V igralskih vlogah so se preizkusili tudi znani slovenski glasbeniki, Bigfoot Mama, Nipke, Pero Lovšin in Nejša, ki je glasbo izpostavila kot enega izmed najpomembnejših delov oblikovanja identitete v času mladosti. Ja, mi smo se nekako grupirali potem, kdo kaj posluša, zaradi tega smo tudi nosili določene sloge, se obnašali in to potegne za sabo lifestyle, ne. Kdo si, je tako, kakor včasih, če se spomniš, smo imeli leksikone, kaj najraje poslušaš, najraje ješ, najljubši bend, najljubša žival in tako naprej. V glavnem, to te definira, ker definira tvojo ekipo, tvoj gang, tvoje frende. In tudi so dobre in slabe stvari, ki jih lahko to za sabo potegnejo. Ampak jaz mislim, da je v bistvu glasba nas nekako ločevala in združevala naenkrat. Torej, te skupince, ki so ratale, so povsem bile ekipe same zase. Tako da pa nekaj božga bilo, ker na živo musko hoditi. Mislim, jaz tudi spomnim, moja srednja šola in faks sta bila v znamenju ljubljanskih klubov in dobrih bendov in kako to pogrešam. Med vzpenjanjem po stopnicah do študentske sobe v staromeščanski hiši, ki je eno od prizorišč snemanja, nam Nejša pove, kako se je znašla v igralski vlogi. V bistvu ni bila vloga tako zahtevna, ker v bistvu igram sebe. In sem v bistvu v neki taki svoji primarni vlogi glasbenice, ki dela malo šundar okoli sebe, tako da mi je bilo kar lušten v bistvu se dati v te igralske škorne, pa mogoče tudi malo upgradeati to svojo absolutistično glasbenost. Tako. Se mi zdi, da jaz, na primer, oziroma ljudje moje sorte, ki smo avtori, interpreti, do neke mere večinoma avtobiografski, pač ne rabimo toliko se dajati v ene vloge. Bolj se dajemo v vloge od tistih momentov, ko so kreacije nastale, govorimo o pesmih, o tekstih in podoživljamo znova in znova to pač pristno odigramo. Tako da včasih, ko imaš slab dan, je treba malo bolj stisniti, ko imaš dober dan, pa malo bolj noter padeš samo od sebe, ampak se mi zdi, da znamo vsi nekako na gumb funkcionirati in to svojo odrsko prezenco ali pa medijsko prezenco znamo v bistvu nekako instant vzpostaviti. Pa naj si gre tukaj le za gostovanje v oddaji, ali da letiš kam za komad, ali imaš daš koncert, ali pa da se tako lotiš enega snemanja. Kakorkoli, ko se rdeča lučka na kameri prižge, mi smo berajt.
Vlogo očeta naslovne junakinje igra Krešimir Mikić, znan po filmih Koja je ovo država, Svečenikova djeca in Poslednji Srbin v Hrvatskoj. Njun odnos zaznamuje odsotnost matere v Belinem otroštvu. Do očeta, ki jo ima sicer rad, Bela goji veliko zamer, ki izhajajo iz nerazumevanja same sebe. Krešimir Mikić izpostavlja, da je bila zanj to prva snemalna izkušnja z glavno igralko, ki je najstnica. Pa evo, ja prvi put se zapravo radim sa tinejdžerima i moram priznati da sam ugodno iznenađen pogotovo sa Alisom. Prijetno sem presenečen, glavna igralka je krasna oseba, dobra igralka, prizemljena je. Prav užitek mi je delati z njo, v resnici nama sploh ni treba igrati. Ne moramo ništa glumiti, dobro se zezamo, tako da stvarno svaka čast. Glavno junakinjo Belo igra Alisa Miličević, ki se je pred filmsko kamero znašla prvič, vendar jo veselje do igre spremlja že od nekdaj. Ja, v bistvu že celo otroštvo me je zanimalo igralstvo, pa sem hodila v gledališče, pol sem se pa začela prijavljati na audicije in to je bila pač prva, ki mi je tako uspela. Svoj lik Alisa označi s 3 besedami. Predrzna, ustvarjalna in divja. Režiser Jani Sever o celovečercu Čau Bela pravi, da je film o najstnikih in za najstnike. Upam, da bojo najstniki z veseljem gledali film, da bojo se ob njem zabavali, se mogoče zamislili nad kakšnimi stvarmi. Skratka, upam, da bo to film, ki ga bodo šle generacije, o katerih govori, tudi z veseljem gledati v kino. Gotovo pa bo lahko vsakdo v filmu našel nekaj, kar se ga bo dotaknilo, konec koncev smo bili vsi nekoč najstniki.